Evangeljski odlomek danes opisuje dogodek, kako se Jezus, potem ko je vso noč molil na obali Galilejskega jezera, na poti k čolnu svojih učencev, tako da hodi po vodi. Čoln se nahaja sredi jezera, kjer ga je zaustavil močan nasprotni veter. Ko učenci vidijo Jezusa prihajati, hodeč po vodi, ga zamenjajo za prikazen in se prestrašijo. Toda on jih pomiri. Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter s svojim značilnim zanosom mu reče: Gospod, če si res ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. In Jezus ga pokliče: Pridi. Peter stopi iz čolna in začne hoditi po vodi naproti Jezusu, toda zaradi vetra se vznemiri in se prične potapljati. Takrat zavpije: Gospod, reši me. Jezus iztegne roko in ga prime. S tem opisom današnjega odlomka iz Matejevega evangelija se je začel nagovor papeža Frančiška pred opoldansko molitvijo, ki jo je skupaj z verniki, zbranimi na trgu svetega Petra, molil z okna apostolske palače. Ta dogodek je čudovita podoba resničnosti cerkve v vseh časih. Čoln, ki se mora med svojim plutjem spopasti tudi z nasprotnim vetrom in nevihtami, ki grozijo, da ga prevrnejo. Tisto, kar ga rešuje, niso pogum in vrline njegovih mož. Jamstvo, da ne bo potonil, je vera v Kristusa in njegovo besedo. Jamstvo je vera v Jezusa in njegovo besedo. V tem čolnu smo na varnem, navkljub naši bedi in šibkostim, predvsem, kadar pokleknemo in častimo Gospoda, kakor učenci, ki so se mu na koncu poklonili do tal in rekli: Resnično si Božji sin. Kako lepo je Jezusu reči te besede: Resnično si Božji sin. Recimo vsi skupaj: Resnično si Božji sin.